Pozdravljeni, sem Natalija, javljam se iz Griča. Danes sem se odločila, da bom naredila zahvalo Materi Zemlji. Bliža se dan Matere Zemlje in ta čas, v katerem živimo, vsak izkorišča po svoje. Vsak naredi nekaj, kar zna najbolje. Jaz svoj čas 10 zadnjih let posvečam študiju nevidnega dela narave in tako sem se naučila pristopa, na kak način se izvede daritev. In danes sem jo izvedla se pravi, to daritev, to je nagovor, to je nekaj jemljemo, vedno nekaj dobivamo od narave in ker smo se navadili, da to jemljemo tako samoumevno, nič ne vračamo. No, jaz pa sem se odločila, da bom tudi nekaj vrnila. In tako sem naredila daritve za energije časa in za energije prostora. Ne vem, če mi dobro gre to snemanje. To je energija. Tako nekako izgleda ta daritev. In vam bom povedala sedaj, kaj vse sem jih prosila. Se pravi, energija prostora, ki nas sočasno povezuje z vidnim in nevidnim delom narave, smo prosila predvsem zato, da nas sprejmejo, da nas ohranijo kot človeška bitja tukaj v tem našem svetu, kjer imamo možnost ustvarjanja, ob tem, da se mi malce bolj zaobljubimo, da se začnemo spoštovati ta nevidni del narave, da razumemo, da smo večplastna bitja in da nismo tukaj samo zaradi tega, da jemljemo, ampak da dajemo. In tudi nismo zato, da samo dajemo, ampak da tudi sprejemamo. Se pravi, dajmo uravnotežiti ta koncept sprejemanja in dajanja. Prosila se mešuje zato, da nam da več reda, organizacije, discipline, potrpežljivosti, tolerance. Ker to je energija, ki je komunikator med našimi željami in realizacijo naših želja. Potem sem prosila energije zdravja, zato da nam dajo dolgoživost in dolgo zdravje. Da z te situacije pridemo psihično, socialno, čustveno, fizično zdravi. Da ne podležemo nekim strahovom, da razumemo, da smo na svetu zato, da se z izzivi soočamo. Prosila sem Materjo univerzuma, našo drago Mati Zemljo, da nam da vitalnost in da nam da okus za radost življenja. Zato, ker to je nekaj, s čimer smo se že rodili. Da na nek način razumemo, da nismo trpeča bitja. Čeprav so sedaj prazniki, velike noči povezani z velikim trpljenjem. Morda pa je po 2000 letih nastopil čas, da lahko tudi to preidemo. Prosila sem energije prsti, točno tega prostora, kjer sem zdaj, malo na Gričku nad Ptujem, ki je lociran v Sloveniji, v naši lepi Evropi, na našem en izmed celin tega univerzuma, da se zavemo, da smo mi, vsak posamezni človek, člen v veliki verigi, ki se mu reče življenje, da nehamo govoriti, da ne moremo nič, da smo premajhni, ampak da enostavno se zavemo, da brez nas, Zemlji, planetu Zemlji, ni zanimivo živeti, da si nas želi. In sem se danes koncentrirala predvsem na to, v prvi vrsti, da sprejmemo sebe. Da sprejmemo sebe take, kot smo, kot ključne dejavnike svojega življenja in da sprejmemo okoliščine, ki jih ne moremo spremeniti. Prosila sem tudi za to, da se ne bojimo sprememb, da se soočimo z izzivi
in transformacijami svojega lastnega življenja, svoje notranjosti, da razumemo, da ni virus tisto, kar ogroža naše življenje, ampak da smo mi virus. Ko imamo maske, ki jih ne želimo sneti, ker se ne želimo soočiti in se spogledati z našimi temnimi platmi, ampak vsi jih imamo in krasno je, da jih sprejmemo, da si jih priznamo in potem korak po korak primemo bika za roge in se z njimi soočimo. Zaradi tega, ker nihče drug, ampak čisto nihče drug na tem svetu nima dostopa do moje sreče, do moje radosti, do mojega nasmeha, do mojega pozitivnega pogleda na življenje kot jaz sama. Zato prosim, da se ne bojim sprememb, da me transformacije vodijo v materializacijo mojih ciljev in mojih najboljših potencialov, ki sem jih prišla realizirati. In oriše časa sem prav tako prosila, da se zavemo trenutka, da razumemo, da imamo vsako jutro priložnost začeti na novo. Se soočiti z enim majhnim, najmanjšim možnim izzivom, ki se nam vleče že leta in ki nam je v nahrbtniku in na ramenih in ne moremo zaradi teže, lastne teže, ki smo si jo zadali naprej, da se zbudimo v to jutro, takšno jutro in rečemo, danes je pa priložnost, danes bom pa enega takega kamenčka dal svojih ramen. In naslednje jutro spet kamenčka in potem je ena takšna mala skala manj na naših ramenih. Koncentrirala sem se predvsem na to, da bom prepoznala zaključke tega velikega ciklusa, ki je sedaj, da prepoznamo, da bomo zmogli svojo lastno voljo in najboljše z lahkotnostjo fluidnim prehodom v nov ciklus. Da bomo aktivni kreatorji trenutkov, iz katerih bomo tkali nove okoliščine, v katerih želimo živeti. Da s strahom ne bomo zadrževali starih struktur, ki morajo narediti prostor novim načinom življenja. Naj se poslovimo, naj se poslovijo ti stari vzorci in naredijo prostor harmoničnemu ravnovesju v naravi. Življenje je lahko lepo, življenje je lepo, lahko je lahkotno, če smo mi voljni temu verjeti. Ašijo. Lep pozdrav.